Izteka se leto, za katerega si večina verjetno želi, da bi čim prej utonilo v pozabo. Glede na različne dejavnike je bilo milo rečeno težko. Še vedno navzoč COVID-19 ter z njim povezani družbeni nemiri in delitve so skupaj z naraščajočo nestrpnostjo in sovražnostjo dosegli nikoli prej videne razsežnosti. Posledica tega je bilo nelagodje in tesnoba ter za številne med nami osebne, zdravstvene, poslovne in finančne stiske. Skupaj z občutkoma ujetosti in nepredvidljivosti je iztekajoče se leto marsikomu naprtilo čustvena bremena, ki jih vedno težje nosi. Ni jih malo, ki se prav zaradi tega s strahom in negotovostjo sprašujejo, kaj bo prineslo leto 2022. Nihče od nas ne pozna odgovora na to vprašanje. Zato je toliko večja prednost, da lahko v novo leto vstopimo z gotovostjo, da je Bog z nami in da skrbi za nas, in to ne glede na okoliščine, v katerih se znajdemo. V knjigi preroka Izaija 41:10 je napisano: Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti. Zato vstopimo v novo leto z odločnostjo storiti vse, da bi naš ranjeni in zlomljeni svet postal prijaznejši in boljši kraj za življenje slehernika. Da bomo dosledno spoštovali in varovali dostojanstvo vsakega posameznika, ter ravnali pošteno in pravično. Da bomo v medsebojnih odnosih ljubeči in sočutni, ter da si bomo neutrudno prizadevali lajšati stiske soljudi. Da bomo svojimi besedami, držo in ravnanjem zdrava in svetla alternativa družbe, ne pa njen popačen in temačen odmev. Razumevanja, zdravja, miru in vseh ostalih božjih dobrin polno leto 2022 vam voščim s temi besedami iz 20. psalma. Naj te usliši Gospod na dan stiske, naj te varuje, naj ti pošlje pomoč, naj te podpira, naj ti daje po tvojem srcu in ves tvoj načrt naj izpolni. Pred leti sem imel možnost oditi na dopust v Jordanijo. Bližnjevzhodni kraji so mi priljubljena destinacija, saj me že od nekdaj navdušujejo svojo kulturo in zgodovino. V času potovanja smo obiskovali različne kraje, med drugim pa smo nekega dneva prispeli na goro oziroma planoto Nebo. Planota se dviguje visoko nad dolino reke Jordan in z nje so zelo lepi razgledi na Izrael. Gora Nebo. Svetopisemska gora, gora, na kateri je stal Mojzes, gora, na kateri se je Mojzes pogovarjal z Bogom. Gora, s katere je Mojzes lahko videl obljubljeno deželo Kanaan, in gora, kjer je Mojzes tudi zaspal in bil k Bogu vzet. Za začetek našega duhovnega razmišljanja si preberimo ta dogodek. Odprimo si naša sveta pisma v 5. Mojzesovi knjigi v 34. poglavju. Bral bom od prve vrste dalje. In Mojzes je šel gor iz planjav Moabskih na goro Nebo, na vrh Pizge, ki je nasproti Jerihu. Na sliki lahko tukaj vidite v bistvu to naselje tam ob robu, to je Jeriho. In Gospod mu je pokazal vso pokrajino Gileadsko do Dana in ves Neftalijev kraj in Efraimovo in Manasejevo pokrajino in vso deželo Judovo do zadnjega morja in južno stran in ravnino ob Jordanu, nižavo ob Jerihu, palmovemu mestu do Zoarja. Zoar je del mrtvega morja. In mu reče Gospod: To je dežela, ki sem jo zanjo prisegel Abrahamu, Izaku in Jakobu rekoč: Dati jo hočem tvojemu semenu. Dal sem ti, da jo vidiš z očmi svojimi, vanjo pa ne pojdeš. Umrl je torej Mojzes, hlapec Gospodov ondi v moabski deželi po besedi Gospodovi, in pokopal ga je v dolini v deželi moabski naspod Bet Peorju. Ali nihče ne ve za njegov grob do današnjega dne. Danes je vrh te gore precej pozidan in na samem vrhu je samostan. Okolica je polna spomenikev, urejen pa je tudi miren park, kjer se lahko obiskovalci odpočijajo ter razmišljajo o dogodkih, ki so se zgodili na tem mestu. Pred samim samostanom je železna skulptura ene najznamenitejših prispodob iz Svetega pisma. Križ v obliki bronaste palice, na katerem je ovita kača kot spomin na svetopisemska dogodka, ko je Bog dal Izraelcem v puščavi lekcijo vere in na Jezusovo omembo tega dogodka farizeju Nikodemu.
Preberimo si še ta dogodek, zapisan je v 4. Mojzesovi knjigi v 21. poglavju, brali bomo od 4. vrstice dalje. In šli so od gore Hora po poti, ki vodi k Rdečem morju, da bi obšli deželo Edomsko. In ljudstvo je postalo malosrčno na potu. In govori ljudstvo zoper Boga in zoper Mojzesa: zakaj ste nas peljali iz Egipta, da umremo v puščavi? Kajti tu ni kruha, ne vode, in duši naši se že studi tista prelahka jed. Tedaj pošlje Gospod ognjene kače med ljudstvo in so jih pikale, da jih je mnogo pomrzlo iz Izraela. In pride ljudstvo k Mojzesu govoreč: grešili smo, ko smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Moli Gospodu, da vzame od nas kače. In Mojzes je molil za ljudstvo. In Gospod veli Mojzesu: naredi si ognjeno kačo in jo povzdigni na drog, in vsakdor je pičen in jo pogleda, bo živel. Mojzes torej naredi kačo iz brona in jo povzdigne na drog. In bilo je tako, če je koga kača pičila in ta je pogledal na bronasto kačo, je živel. V knjigi Duhovni darovi imamo v 42. poglavju zelo zanimiv komentar te vrstice, pravi takole: bronasta kača, povzdignjena na drogu, je bila ilustracija Božjega sina, ki je umrl na križu. Ljudje, ki trpijo zaradi posledic greha, lahko najdejo upanje in odrešitev samo pri Bogu. Tako kot so Izraelci preživeli le, če so gledali na bronasto kačo, tako lahko grešniki gledajo na Kristusa in živijo. Za razliko od kače ima Kristus moč in sposobnost ozdraviti trpečega, spokorjenega grešnika. Jezus pravi o sebi: in kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignen sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Da, danes bomo razmišljali prav o tem, o Jezusovi zmagi nad smrtjo, o vstajenju in o globokem pomenu, ki ga ima za vse nas. Dogodek s kačami je bil Izraelcem dobro poznan. Tudi Nikodemu, farizeju, ki je v Jezusu prepoznal Mesijo, se želel pogovoriti z njim in v njunem nočnem pogovoru, potem ko sta se srečala, mu je Jezus citiral prav to vrstico, ki smo jo prej brali. Torej, to je vrstica iz Janezovega evangelija iz 3. poglavja. 14. vrstica pravi tako, še enkrat jo berem: in kakor je Mojzes povišal kačo v puščavi, tako mora biti povišan sin človekov. In 15. vrstica: da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temveč da ima večno življenje. Jezus je na križu uničil smrt. Sam o tem pravi takole. V Razodetju, v 1. poglavju, lahko beremo 17. in 18. vrstica. Pravi: jaz sem prvi in zadnji in živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Rdeča nit Svetega pisma je zgodba o odrešenju padlega rodu, o najpomembnejši reševalni akciji vseh časov. Poročilo o neverjetni požrtvovalnosti reševalca, ki je uspešno opravil svojo nalogo. Ljudje imamo radi junake, pogumne reševalce, a tu gre za tako neverjetno akcijo, v kateri pa smo, za razliko od ostalih reševalnih akcij na našem planetu, osebno vpleteni vsi mi, ti in jaz, vsi. Kajti, če se tega želimo zavedati ali pa ne, prišel bo dan, ko se bo naše življenje na tej zemlji končalo. Toda naš reševalec Jezus Kristus je svojo nalogo opravil popolno. Kot je tudi napisano v 2. listu Timoteju, brali bomo iz 1. poglavja 9. in 10. vrstico. Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu. Razkril pa sedaj s pojavitvijo našega odrešenika, Kristusa Jezusa, ki je uničil smrt in razsvetlil življenje in nepropadljivost po evangeliju. Zanimiv komentar je na to vrstico, pravi takole: čeprav smo ljudje rojeni kot smrtna bitja,
Nas Sveto pismo ves čas spodbuja in opogumlja, da iščemo nesmrtnost. In Jezus Kristus je izvir nesmrtnosti, kot lahko beremo v Rimljanih, v 6. poglavju, 23. vrstici. Kajti plačilo za greh je smrt, a milostni dar Božji je večno življenje v Kristusu Jezusu, Gospodu našem. Jezus sam je rekel, da bo njegov glas odprl grobove in obudil mrtve. O tem lahko beremo v Janezu v 5. poglavju, 28. in 29. vrstici. Pravi tako: ne čudite se temu, kajti pride ura, ob kateri zaslišijo vsi, ki so v grobovih, glas njegov. In pridejo ven, kateri so delali dobro na vstajenje življenja in kateri so delali hudo na vstajenje sodbe. Če Kristus ne bi prišel, bi bil položaj nas ljudi na tem planetu brezupen. Vsi bi umrli večne smrti. Toda zaradi Jezusa ni potrebno umreti večne smrti nikomur od nas. Kajti zelo dobra poznana vrstica Janez 3,16 pravi: kajti Bog je tako ljubil svet, da je dal sina svojega edinorojenega, da se ne pogubi kdorkoli veruje vanj, temveč da ima večno življenje. Torej, vera v Jezusa ne samo, da izbriše našo kazen za greh, ampak nam da tudi zagotovilo neprecenljivega daru večnega življenja, nesmrtnosti. Kot smo zbrali prej v prejšnjih vrsticah, nam je Kristus omogočil nesmrtnost po evangeliju. Kot lahko beremo, se pravi, še enkrat bomo brali 2 Timotej 10. A sedaj je bila razodeta po prihodu rešitelja našega Kristusa Jezusa, ki je uničil smrt in na svetlo privedel življenje in neminljivost po evangeliju. A žal se ljudje pogosto spomnimo in zavemo svoje minljivosti in pa dejstva o vstajenju šele ob izgubi drage osebe ali pa soočenju s hudo diagnozo, težko poškodbo ali pa podobno. V prvi krščanski cerkvi je bilo zavedanje vstajenja ena od ključnih gonilnih sil misijonstva. Jezusovo vstajenje je imelo na njegove sledilce mogočen učinek. Skupino razočaranih, slabotnih in prestrašenih učencev je preobrazilo v pogumne apostole, ki so bili pripravljeni narediti vse za svojega Gospoda. Dejanja 4:33 pravi: in z veliko močjo so dajali apostoli pričevanje za vstajenje Gospoda Jezusa in milost velika je bila na njih vseh. Misija, ki so se je lotili z navdušenjem in močjo Svetega Duha, je pretresla tedanji rimski imperij in obrnila svet na glavo. Jasno je bilo, da je Jezusovo vstajenje dalo moč in zagon učencem. Prestrašeni izraelski voditelji so bili brez moči pred skupinico preprostih, nešolanih, revnih, a srčnih, navdušenih, požrtvovalnih in svetim duhom napolnjenih učencev, ki jih je vodil Bog. Peter govori o tem, kako je Jezusovo vstajenje v vernih vzbudilo živo upanje. 1. Petrova, 1. poglavje, 3. vrstica. Pravi tako: hvaljen bodi Bog in Oče Gospoda našega Jezusa Kristusa, ki nas je po obilnem usmiljenju svojem prerodil v živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa iz mrtvih. Apostoli, torej Jezusovi učenci, so se smatrali za poklicane priče Jezusovega vstajenja, kot lahko beremo v Dejanjih v 1. poglavju v 22. vrstici, ko so izbirali 12. apostola, potem ko je Judež se ubil. Pravi tako 22. vrstica: začenši od krsta Janezega prav do dne, ko je bil gori vzet od nas, eden teh mož mora biti z nami vred priča vstajenja njegovega. Vstajenje Jezusa Kristusa je prežemalo prvo cerkev. Kako resnično pa je nam danes? Kako resnično ti je tvoje lastno vstajenje? Kako globoko se nas dotaknejo navdihnjene Pavlove besede iz prvega pisma Korinčanom iz 15. poglavja, bral bom od 51. do 55. vrstice, pravi tako: glej, skrivnost vam povem, vsi ne bomo zaspali, vsi pa se bomo spremenili, hipoma, kot bi z očmi trenil. Ob poslednji trombi zapela bo namreč in mrtvi bodo vstali neminljivi in mi bomo spremenjeni. Zakaj to minljivo si mora nadeti neminljivost in to umrljivo nadeti neumrljivost.
Ko pa si bo to minljivo nadelo neminljivost in to umrljivo nadelo neumrljivost, takrat se bo spomnila beseda, ki je pisana: použita je smrt v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala pa Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Kako nas te besede navdihujejo? Globina zavedanja, ustajenja nas prerodi in potem postanejo Pavlove besede tudi naša resničnost. Berem samo malo naprej iz 2. pisma Korinčanom 5. poglavja 14. vrstico. Zakaj ljubezen Kristusova priganja nas, ki smo tako sodili? Če je eden umrl za vse, so umrli vsi. In za vse je umrl, da bi ti, kateri žive, nič več ne živeli zase, ampak za tega, ki je zanje umrl in bil obojen. Ne živeli zase, ampak za tega, ki je zanje umrl in bil obojen. Živeli zanj in ga slavili. Skozi stoletja je na zemlji živelo mnogo kristjanov, ki so jim bili te vrstice in pa dejstvo ustajenja gonilna sila. Napolnjeni s Svetim Duhom so preživljali vse mogoče trpinčenja, preganjanja, a oznanjali so besedo, ne glede na trenutne življenjske okoliščine, v katerih so živeli. Eden izmed njih je bil tudi Richard Wurmbrand. Richard je bil baptistični pastor, ki je živel v komunistični Romuniji po 2. svetovni vojni. Zaradi svojih verskih aktivnosti je bil zaprt in mučen. Druga oseba, ki se jo bomo danes dotaknili, je bila Corrie ten Boom. Živela je med 2. svetovno vojno na Nizozemskem. V njeni družinski hiši so pred nacisti skrivali Jude in bili potem, ko so bili izdani, se pravi kot cela družina, odpeljani v koncentracijsko taborišče, kjer je preživela samo ona. Ti kristjani v nedavni zgodovini od nas so živeli v nečloveških razmerah, a so jih izkoristili za misijonstvo, za deljenje spoznanja o večnem življenju in za lajšanje stisk sojetnikov. Bog se je preko njih dotaknil mnogih trpečih ljudi v nečloveških okoliščinah. Obe zgodbi sta predstavljeni v številnih dokumentarcih, intervjujih in tudi filmu in priporočam vam ogled. Ob direktnem soočanju s smrtjo, z nečloveškim trpljenjem ljudi okrog sebe, na mnogo stvari, ki se nam zdijo danes tako pomembne, samo zbledi. A vkolikor dopustimo, se nam Bog takrat močno približa. Richard je v nekem intervjuju opisoval razmere v zaporu, v katerem so ljudje umirali en za drugim. A nihče izmed njegovih sojetnikov, s katerimi je bil skupaj zaprt v istem prostoru, ni umrl kot ateist. Vsi so, kot pravi Richard, pred smrtjo sprejeli Jezusa Kristusa za svojega odrešenika in Gospoda in bodo ob drugem Jezusovem prihodu obujeni v večno življenje. Danes zaradi vere nismo preganjani in v primerjavi z večino ostalih prebivalcev našega planeta živimo zelo dobro. Seveda imamo svoje izzive. Živimo v zelo razburljivih časih, ko se med drugim ljudje tudi močno odtujujemo drug od drugega. V časih, ko vse prisotnejši individualizem uničuje družine, uničuje skupnosti in posledično seveda tudi družbo, v kateri živimo. Danes je popularno upoštevati le lastne želje, biti proti, imeti svojo resnico, svoje rešitve in podobno. Pastor Miroslav Pujič, ki ga rad poslušam, je v eni izmed svojih pridig omenil, da danes živimo v času fenomena jazologije. To pomeni samo jaz in jaz. Pomemben sem samo jaz in kar se tiče mene. Tudi kristjani smo na udaru, saj smo del družbe in le ta vpliva na nas. A ne bi smela. Kajti naš ustanovitelj Jezus Kristus je v svoji velikoduhovniški molitvi molil, berem iz Janezovega evangelija 17. poglavja 20. in 21. vrstico. Ne prosim pa samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njih besedi verovali v mene, da bodo vsi eno.
Kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni eno v nas, da bi svet veroval, da si me ti poslal. Ne dovolimo, da delitve, spori in različna stališča, ki jih doživljamo v družbi, med soljudmi in v cerkvi, vplivajo na nas. Vplivajo na nas, da se medsebojno izčrpavamo in uničujemo. Dvignimo se nad to. Dovolimo Bogu, da nas vodi. Poglejmo na te izzive moderne družbe, raje kot na možnost, da se v naši različnosti lahko Bog preko nas dotakne širšega spektra ljudi. Moč vstajenja je visoko, visoko nad človeškimi delitvami družbe in ljudmi. Visoko, visoko nad črnci in belci. Visoko nad Evropejci in emigranti. Visoko nad liberalnimi in konzervativnimi. Visoko nad cepljenimi in necepljenimi. Visoko nad vsemi možnimi delitvami, ki jih doživljamo v naši družbi. V zavedanju zmage nad smrtjo in vstajenja naj nam torej različnost služi kot širina za lažje doseganje ljudi za Kristusa, ne pa kamen spotike, ki ne naredi nič drugega, kot pa povzroča delitve, o katerih pa Svetopismo jasno govori, od kje izhajajo. In ne delajo nič drugega, kot pa da nam odvzemajo Svetega Duha, uničujejo entuziazem, rušijo odnose v družinah, naseljih, skupnostih in tako naprej. Prebral bom odstavek iz knjige Nasveti literarnim delavcem v 10. poglavju z naslovom Zaprite vrata medsebojnih razlik. V prihodnosti se bo več govorilo in pisalo o pomembnih resnicah povezanih z drugim Jezusovim prihodom na nebeških oblakih. Zatorej moramo zapreti vsaka vrata, ki v naših pogovorih in komuniciranju vodijo k debatam, ki vzpodbujajo neslogo in argumentiranje o razlikah med brati in sestrami. Če bi bili resnično spreobrnjeni, potem bi se lahko drug z drugim pogovarjali o čemarkoli v varnem in sprejemljivem okolju. Toda prav zaradi tega potrebujemo sedaj komunikacijo drugačne, previdne narave. V srcih ljudi, ki trdijo, da poznajo svetopisemsko resnico, je vse premalo ljubezni do Kristusa. Ko bodo vsa naša upanja osredotočena na Jezusa Kristusa in ko bo njegov duh prežemal naše duše, tedaj bomo živeli v enotnosti, čeprav se med seboj ne bomo strinjali v vseh stvareh. Konec navedka. Za zaključek letošnje poletne sezone v gorah smo se s skupinico mladih podali še na zadnji izlet. Pot na goro, na katero smo se povzpeli, nas je vodila po izpostavljeni stezi, ki pa je bila ves čas lepo zavarovana. Med plezanjem po tej strmi steni smo bili precej različna skupina. Vsak izmed nas je med plezanjem uporabljal drugačne gibe. Vsakogar izmed nas so prevlemali drugačni občutki, drugačne misli. Uporabljali smo različno planinsko opremo in v pauzi smo jedli različno hrano. A ves čas smo bili vsi skupaj varno pripeti na jeklenico. Bili smo ves čas skupaj, podpirali smo drug drugega, skrbeli drug za drugega. Nihče ni soliral, nihče ni kritiziral, nihče ni pametoval, nihče ni iskal alternativne, bolj primerne poti in bolj prave poti čez steno. Imeli smo jasen, skupen cilj. Želeli smo priti varno na vrh gore. In seveda nihče ni želel tvegati kakršnegakoli premikanja ven iz zavarovane poti, saj je bila nevarnost okrog nas jasna. Ves čas je bilo med 200 in 600 metrov prepada pod nami. V življenju pa vseh nevarnosti, ki pretijo na nas, ne vidimo vsak dan tako jasno. In tako se, na primer, ne zavedamo, kam vse nas lahko vodi nesloga. Zato si dovoljujemo, da nas, na primer, ponos, ošabnost, samovolja, predrznost, dvomi, kritiziranje, opravljanje in podobne stvari počasi, a zagotovo oddaljujejo od ljudi, oddaljujejo od sebe in seveda tudi od Boga. A dejstvo vstajenja mora presegati vsako dimenzijo našega planeta.
In enostavno mora presegati tudi naše medsebojne razlike, okrog katerih se kot ljudje v družbi lahko lomimo. Naša različnost govorim znotraj okvira kristocentričnega in uravnoteženega razumevanja temeljnih svetopisemskih resnic, je čudovito orodje za dosego širokega spektra ljudi. Znotraj tega varnega okvirja je nova dimenzija. O njej lahko beremo v Galačanom v 3. poglavju 28. vrstici, ko pravi: ni ne Juda, ne Grka, ni ne sužnja, ne svobodnjaka, ni ne moškega, ne ženske, kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. In v Kološanem v 3. poglavju v 11. vrstici lahko beremo, kjer je to, torej enotnost. Ni več Grka, ne Juda, ne obrezanega, ne neobrezanega, ne Barbara, ne Skita, ne sužnja, ne svobodnega, ampak vse in vseh je Kristus. Kako bi lahko to vrstico prebrali danes? Kaj bi lahko ustavili namesto Barbara, Skita, sužnja, nesvobodnega? Veliko stvari bi lahko ustavili. Vzemimo si čas za soljudi. Pomagajmo jim. Bodimo potrpežljivi z njimi. Bodimo požrtvovalni za njihovo dobro. Delimo sporočilo upanja, sporočilo vstajenja. Borimo se za enotnost. In vkolikor osebno še nismo, razmišljajmo o svojem vstajenju in pripravi zanj. In pa slavimo Boga za njegova dela, za to duhovno rast, ki nam jo daje, da se lahko bližamo drug drugemu. Iskreno in hvaležno slavljenje Boga vpliva na vsa življenjska področja kristjana. Ko razmišljamo o našem križenem zveličarju, ki nas je odrešil od naše kazni in moči, ki jo ima greh nad nami, smo močno motivirani, da se jasno postavimo na njegovo stran. In nam je srčna želja, da v življenju počnemo stvari, ki, kot pravi Sveto pismo, so Bogu po volji. Kristjani, kot smo že brali, tako ne živimo zase, temveč za njega, ki je umrl za nas in vstal od mrtvih. Drugo pismo Korinčanom, 5. poglavje, 15. vrstica. In za vse je umrl, da bi ti, kateri žive, nič več ne živeli zase, ampak za tega, ki je zanjo umrl in bil obojen. Vsakemu iskrenemu kristjanu je Bog prvi v vseh stvareh, ki jih počne. Vsem, kar dela, kar govori, kar razmišlja in kar si želi. Ta kristjan nima drugih bogov, razen svojega odrešenika. Glavni razlog, zakaj ne bi kristjani živeli tako, kot smo brali, je slavljenje Boga in reševanje izgubljenih ljudi. Mojzes je po 40 letih vodenja Izraelcev po puščavi zgoraj nebo lahko opazoval obljubljeno deželo Kanaan, deželo, po kateri je hrepenel ves ta čas. In tudi mi danes z vero opazujmo naš nebeški Kanaan, deželo, v katero se bomo preselili, ko se Jezus vrne po nas. In ne pozabimo, drugo pismo Korinčanom, 5. poglavje, 20. vrstica. Namesto Kristusa smo torej poslani, kakor da bi Bog opominjal po nas. Prosimo namesto Kristusa, spravite se z Bogom. Da, ko Jezus ponovno pride, ko nas bo vzel k sebi, ko bomo vsi doživeli vstajenje, spremenjenje, dan, ko se bodo izpolnile vse želje. Zato z vero pričakujmo ta dan. Delajmo za dobro ljudi. Trudimo se za enotnost. In ne pozabimo, v drugem pismu Korinčanom, v 5. poglavju, v 20. vrstici piše takole. Namesto Kristusa smo torej poslani, kakor da bi Bog opominjal po nas. Prosimo namesto Kristusa, spravite se z Bogom. Spravite se, da nas bo čim več tistega dne na tem čudovitem steklenem morju skupaj z našim Bogom. Molimo. Dragi, sveti in čudoviti nebeški Oče, naj se ti iz naših ust dviga hvala, slava in čast za vsa tvoja dela in za vse, Gospod Bog, kar ti delaš in kar si storil. Hvala ti, Gospod Bog, za dar večnega življenja, ki si nam ga dal po svojem Sinu Jezusu Kristusu.
Hvala ti za svetega duha, Gospod Bog, ki nam ga pošiljaš, da lahko služimo ljudem, ki so v naši okolici. Gospod Bog, tega trenutka te prosimo za vsako osebo, ki posluša te besede, to molitev. Prosimo te zanjo in prosimo te zanj, da Gospod svetim duhom krstiš vsakega izmed nas in da deluješ mogočno, da deluješ na vse nas, da se ti vsak dan izročamo, Gospod, in da nas boš tako lahko uporabil kot svoje podaljšane roke ljubezni na tem temnem planetu. Vodi nas, Gospod, v tem. Mi se izročamo v tvoje roke in v imenu Jezusa Kristusa hvalimo, slavimo in častimo tvoje sveto, slavno, čudovito in mogočno ime. Amen.